Jaz te imenujem mati, ker sem tvoj sin in ker imaš mehko srce kakor mati. Jaz te imenujem mati, ker imaš solzo za mojo žalost in smeh za moje veselje. Jaz te imenujem mati, ker si moj dom in ker mi daješ tolažbo ob hudih urah. Jaz te imenujem mati, ker imaš kruh za mojo lakoto in posteljo za mojo bolezen. Jaz te imenujem mati. Kako naj imenujem tebe, domovina? Nekoč bi lahko rekli, je živela ljubezen. Tista nežna, kakor so nežne samo še južne sapice, kadar vejejo prek žitnega polja okoli reke Mure. Takrat je živel priden, delaven, prekmurski človek. Ko je spomladansko sonce prvič posijalo na rodovitna tla Panonske ravnice, je začel po dolgem zimskem počitku skrbno obdelovati otrdelo zemljo. Znal je izkoristiti bogastvo panonske zemlje. Vsako leto mu je prinesla obilo pridelkov, s tem pa veselje in zadovoljstvo. Tistim, ki so zapustili ta košček kraja na zemlji in odšli v širni svet, morda tja čez lužo ali le nedaleč tja čez mejo, kjer več ne zveni beseda domača. Tistim je vztrepetalo srce vsakič ob misli na domače polje, na tisto južno sapico, ki boža lice. Nekateri so se vrnili prej ali slej, nekateri morda nikoli več, a vsem je ostala ljubezen do domače dežele. Na tujem, kjer so ljubšimi večeri od utrudljivih jutranjih skrbi, a tukaj dan z enako mero merim kot hitri beg ljubezenskih noči. Ker ko prebiram ljubljene spomine, dekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da sem, da bom doma na severu te male domovine. V zadnjih decembrskih dneh se že vsi veselimo praznikov, saj je ta čas vselej nekaj posebnega. Poslavljamo se od starega leta, spočijemo si, preden zakorakamo v novo, mlado leto. Letošnje praznike zaradi nevidnega sovražnika pričakujemo z mešanimi občutki, negotovim pogledom v bližnjo in daljno prihodnost, pa vendar z močno voljo in srčno vero, da iz tega vzidemo močnejši, trdnejši, kot smo to dokazali že ničkolikokrat do zdaj, ali kot je v vihri vojne zapisal Karel Destavnik Kajuh, ker nismo trhle bilke, ki potoči ovene. In prav to kljubovanje viharjem zgodovine in negovanje ljubezni do domovine, slovenščine, sočloveka, nas je pripeljalo do samostojnosti. Trnova pot, po kateri so stoletja hodili naši predniki, je naposled pripeljala do še zadnje preizkušnje. Do preizkušnje, kjer je odločilno vlogo odigrala enotnost. Enotnost slovenskih ljudi. Tako sedaj že 30 let, znova in znova 26. decembra vzdrhti slovensko srce in poje pesem samostojnosti. Ob misli na tako močno v enotnosti povezan narod, kot se je naš narod pokazal na plebiscitu leta 1990, pa utrip srca poskoči in se nezavedno utrne solza sreče. Kaj pa naša preteklost? Kdo je utiral pot k samostojnosti? Kako dolgo smo si prizadevali, da bi imeli lastno državo, kjer bi slovenski jezik donel iz slovenskih grl, brez strahu pred zatiranjem? Prav gotovo je bil Trubar tisti, ki se je v 16. stoletju lotil drznega in pomembnega dela. Vedel je, da je jezik močan povezovalni element ljudstva. Zavedal se je tudi, da če se želi narod še močneje povezati, mora dobiti knjige v domačem jeziku. Na tej točki spoznanja si je moral odgovoriti še na 2 težki vprašanji.
kakšen naj bo jezik, da ga bodo vsi Slovenci kar najbolje razumeli in s kakšno pisavo naj ga zapiše. Leta 1555 je Trubar takole razmišljal. Ljubeznivi bratje, kadar ta slovenski jezik se povsod glih in v eni viži ne govori, drugači govore z dostimi besedami krajnci, drugači korošci, drugači štajri in udeljenci ter bezjaki, drugači kraševci in istrijani, drugači krovati, ob tu smo mi le tu naše delo v ta krajinski jezik hoteli postaviti. In mi nismo le temu našemu tolmačevanju lepih, gladkih, visokih, kunštnih, novih ali neznanih besed iskali, temveč tegmajnske, krajinske, preproste besede, kateri vsaki dobri, preprosti Slovenec lahko more zastopiti. Reformacija je tako postavila temelje slovenskemu knjižnemu jeziku, temelje opismenjevanja. Materni jezik pa je postal še močnejši povezovalec v ljubezni do domovine. Reformacija je dala temelj, v prihodnjih stoletjih je bila slovenska beseda mnogokrat na preizkušnji. Slovenski narod se je moral močno truditi, da bi kot narod obstali. Skoraj vedno smo bili nekomu podrejeni, a srčnega poguma v boju za kulturo, jezik in domovino nam ni nikoli zmanjkalo. Čeprav smo kot država zelo mladi, kot narod nosimo zavest v srcih že mnogo generacij. Od kod privrel si sok besede naše? Iz kraških hrastov? Iz triglavske trave? Iz strug globokih, Save, Soče, Drave? Si med vekov nabran s panonske paše? Zdaj si vseh naših mater sladko mleko in ko potočkov žuborečih mreže, ki z njimi mesto se selišči veže in vsi iztekajo se v eno reko. Kot je bogat slovenski jezik z vsemi narečnimi odtenki, tako so slikovite tudi slovenske pokrajine. Z vsako pokrajino in narečjem so povezane različne šege in navade. Bogata zakladnica izročila. Zadnje čase se zopet precej trudimo za obuditev starih običajev in ljudske dediščine. A včasih se že zdi, da se je izgubila ta naša narodna zavest in z njo to strastno domoljubje. Kratka zgodba takole pravi. Starejši gradbenik je bil pripravljen na upokojitev. Delodajalcu je bilo žal, ko je spoznal, da njegovo podjetje zapušča zanesljiv in dober delavec. Preden pa se dokončno poslovila, ga je prosil, da zgradi le še eno hišo. Gradbenik je privolil, a s srcem prav zares ni bil več pri stvari. Zbral je ekipo in nakupil ustrezno orodje. To pa zares ni srečen konec moje kariere, si je mislil. Ko je gradbenik končal in je delodajalec prišel preveriti njegovo delo, je stopil do njega in mu v roke potisnil ključe od vhodnih vrat zgrajene hiše. To je tvoja hiša, je dejal, moje darilo tebi. Kakšen šok, kakšna nerodna situacija. Če bi le vedel, da gradi sebi lastno hišo, bi jo zgradil čisto drugače. Sedaj pa bo moral živeti v hiši, ki je sploh ni naredil tako dobro in srcem. Podobno je z nami. Naša življenja pogosto gradimo odsotno. Iščemo linijo najmanjšega odpora in se izogibamo stvarem, ki bi od nas zahtevale spremembo. Velikokrat ne pokažemo tistega najboljšega, kar je v nas. Potem pa z grozo spoznamo, da živimo v hiši, v kateri ne maramo živeti, a moramo, ker smo si jo pač sami zgradili. Zato moramo razmišljati o sebi kot o graditelju. Vsak dan moramo zabijati žeblje, postavljati oder
in nameščati stene. Skratka, graditi moramo modro, da bo naša Slovenija postala naš prijeten in topel dom. Kajti veliko ljudi je moralo vložiti mnogo napora, da smo samostojnost lahko dosegli. Prav zato jim moramo biti hvaležni. Včasih se morda premalo zavedamo, kako pomembno je, da smo sami sebi gospodar in da nismo odvisni od drugih. Pomembno pa je tudi, da živimo v miru. Pomirjeni sami s sabo in v miru z drugimi. Mir je vrednota, ki je velikokrat ne znamo ceniti. Mir nima barve in nima oblike. Je kakor spanec, ki tke tišino levi in desni roki. Mir bereš z obličja. Je duhovno drevo naroda, sadeži modrosti in blagostanja. Je trenutek volje, ki vstaja iz dogodkov, vpetih v vrvje dviganja in padanja. Je pojoči veter prihodnosti, je notranja vez z bistvom človeka in priložnost, da doseže pravo mero. Pisatelj Miško Kranjec je zapisal: Ostal bi rad nad to zemljo in poslal v svet en sam zadovoljen krik. Krik življenja. Dragi mladi, vi ste novi oznanjevalci narodnega izročila, življenja, ki gre naprej. Ponesite naprej to, kar so naši predniki gradili stoletja, in dograjujte naprej svojo energijo, domišljijo, svojo voljo, močjo ter ustvarjalnostjo. Izhajajte iz domačega izročila, cenite domačo pokrajino in ostajajte trdni v svoji ljubezni do doma in jezika. Sedaj imate vi možnost soustvarjati prihodnost domovine. Sklonil bi se in pokleknil pred ognjenim veličastvom. Kakor kralj bi šel po krasu, v duši silo in bogastvom. In pod silo mlade duše bi se zemlja premaknila. Naša zemlja, bratje moji, k soncu bi se primaknila. Dragi dijaki in dijakinje, drage sodelavke in sodelavci, prisluhnimo nagovoru ravnatelja, gospoda Ludvika Sukiča. Spoštovani dijaki, cenjeni profesorski zbor. Dan samostojnosti in enotnosti je eden izmed najpomembnejših slovenskih državnih praznikov, saj obeležuje našo zgodovinsko odločitev za neodvisno in samostojno državo pred točno 30 leti. V tem času smo iz naroda prerasli v nacijo, postali smo enakovredni del mednarodne skupnosti in enakopravna članica Evropske unije. Slovenščina pa je danes eden izmed uradnih jezikov v Uniji. Kljub vsemu pa v vseh teh 30 letih samostojnosti še nikoli nismo bili v tako težkem položaju, kot se nahajamo letos zaradi epidemije virusa COVID-19. Pandemija koronavirusa ni le spremenila našo domovino, naše najbližje in nas samih, ampak je spremenila ves svet. Naša življenja so se temeljito spremenila tako rekoč čez noč. In morda bodo jutri še težja, dileme in nasprotja pa še globja. Na vprašanje, kako dolgo bo trajala sedanja zdravstvena, ekonomska in socialna kriza, v tem trenutku še nihče na svetu ne pozna odgovora. Zagotovo pa bo trajala še mesece in leta. Zaradi pandemije smo postali še bolj ranljivi, še bolj krhki, še bolj odvisni drug od drugega. Zato moramo še bolj poglobiti medsebojno zaupanje,
razumevanje in sodelovanje, se spodbujati in si med sabo pomagati. Tako naj učitelji zaupajo, spodbujajo in pomagajo dijakom, otroci staršem, starši otrokom. In ne glede na vse razlike, ki so med nami, se moramo v teh hudih časih prav vsi ljudje med sabo spodbujati in nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Samo medsebojna povezanost, razumevanje in solidarnost nas bosta pripeljala do luči na koncu predora. In če bomo res vsi storili prav vse, kar je v naši moči, da zaščitimo sebe in svoje najbližje, bomo s tem zaščitili tudi vse druge. Le skupnimi močmi bomo epidemijo prej ali slej uspešno premagali in poskušali v prihodnosti ponovno zaživeti življenje, kot smo ga poznali nekoč. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, želim vam, da bi tudi v teh težkih, nepredvidljivih časih cenili in spoštovali svojo domovino, ter si še naprej prizadevali za medsebojno razumevanje doma, v družini, med sošolci, vrstniki in vsemi, ki so vam blizu. V imenu profesorskega zbora in svojem lastnem imenu vam želim mirne božične praznike, veliko zdravja in uspehov v novem letu in vse dobro. Skozi praznične dni naj nas vodi misel, ki pravi: naše življenje naj bo kot matematika. Seštevajmo srečo, odštevajmo žalost in delimo veselje. Ne dovolimo, da bi bila naša sreča odvisna od 1001 malenkosti. Tudi trenutno stanje, nova realnost in ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni naj nam ne pokvarijo prazničnih dni. Preživimo jih v krogu družine in se zazrimo vase. Morda pa je tudi to priložnost za nekaj novega in pozitivnega. Vsi se moramo potruditi, da bo ta čas čim prej za nami in bomo lahko znova sedli v šolske klopi in se družili. Drage dijakinje, dijaki, drage sodelavke in sodelavci. V knjigi Modrosti življenja je zapisano: čas ne čaka nikogar. Zberi ves čas, ki ga imaš v nekem trenutku na razpolago, in zelo ti bo koristil. Deli ga z ljudmi, ki jih ceniš ter spoštuješ, in postal ti bo še bolj dragocen. V želji, da se čim prej snidemo, si pogledamo v oči in stisnemo roko, vam želimo lepe praznike in vse dobro v novem letu 2021. Srečno!